Moram reči najprej, da zelo z velikim veseljem pozdravljam to odločitev za to monografijo, to Dianino inicijativo in odločitev Slogija, da se tega loti, ker mislim, da gre za eno najbolj izrazitih osebnosti slovenskega gledališča zadnjih 50 let, sigurno, ali pa še več, 60, da gre za izjemnega človeka, renesančnih razsežnosti, aktivnega na teh področjih, da si pravzaprav zasluži ukvarjanje z njim. Seveda hkrati pa človeka takoj prime neka skepsa, mislim, kako sploh mogoče o eni taki toliko ustvarjalni osebnosti, kot je bil Dušan in ki je na tolikih področjih pustil svoje sledi, pravzaprav spregovoriti. Ampak moram reči, da danes po poslušanju tehle prispevkov moj optimizem narašča in mislim, da tudi če se bojo neke stvari ponavljale ali pa večkrat omenjene, kar je seveda neizbežno, se bo sestavila mogoče neka zanimiva mreža, ki bo z različnih strani osvetlila to vsekakor precej izjemno osebnost, ki jo, moram priznati, pogrešamo. Se mi zdi, da jo pogrešamo, Dušana, ta živ kontakt z njim, to izmenjavo mnenj, ta dialog, ta humor, to duhovitost, to pronicljivost, pač to človeku manjka. No, Diana je nekako meni že kar določila, da naj se ukvarjam z Jovanovičevimi uprizoritvami klasike, kar me je po svoje tako malo presenetilo, ker delala sem 3 predstave po Jovanovičevih tekstih, od tega 2 z njim celo, kar precej sem se ukvarjala s tem, nekako ta klasika ne bi bila mogoče moj izbor. In poleg tega se mi zdi, da je bil Dušan s svojo pronicljivostjo eden tistih ljudi, ki so znali govoriti o sedanjosti, kar v bistvu ni toliko enostavno. Ne? Mislim, to, kar je zdaj, je nekako najtežji definirati ali pa opredeliti. Ne? Tukaj mi plavamo in to vidimo šele z neko distanco. Medtem ko je bil Dušan zelo prodoren in izostren v teh svojih sodbah in ga vidim predvsem kot človeka, ki se je znal odzivati na ta hip in celo še več. Vemo vsi, da je znal v nekem smislu napovedovati prihodnost in je v tej svoji dramatiki napovedal potem neke cele trende, ki so sledili, recimo Karamazovi, ki so začeli tabu temo in je potem sledila cela poplava jugoslovanskih tekstov o Golem otoku in tako naprej. No, ampak čim sem se te klasike lotila malo bolj od blizu, sem videla, da pravzaprav presenetljivo velik del Dušanovega režijskega opusa sestavljajo uprizoritve klasičnih del. Mogoče je tle začel leta 1971 s Strindbergom, z Gospodično Julijo in točno kje je zaključil, je bil to Tartif v ljubljanski drami leta 2007, ne bi si zdaj upala trditi, ampak niti za to ne gre. Gre bolj za to, da je Dušan ta svoj odnos do klasike artikuliral tudi v zelo elokventnem eseju z naslovom Projekcija klasike v sodobnost. Bil je objavljen večkrat, mislim, da prvič v gledališkem listu SNG Drame v sezoni 90-91. Ni imel neposredne zveze s to predstavo, ampak mislim, da je bil ravno svež in da ga je Dušan ponudil. In je pa seveda izjemno zanimiv. Sprašuje se, zakaj postavljamo na oder klasična dela in kakšno vlogo v sodobnem gledališču igra obnovljena klasika. Glede na to, da je ta članek izšel tako 10 let približen po nekaterih zelo odmevnih uprizoritvah, Rok je že o eni že govoril, se da sklepati, da je to razmišljanje tudi povzetek teh nekih konkretnih izkušenj, ki jih je z uprizarjanjem klasike imel. Zdaj, njegova osnovna teza je,
da po Janu Kotu in Petru Bruku ni več mogoče nereflektirano postavljati klasičnih evergreenov in da je vsako uprizarjanje klasike nujno njena projekcija v sodobnost. Vsi vemo, da je Jan Kot svojo znamenito knjigo Shakespeare sodobnik objavil leta 1964 ob 400-letnici rojstva Williama Shakespearea in ta knjiga je bila in je, si upam trditi, še danes izjemno inspirativna in je v bistvu neki must vsakega, ki se loteva Shakespearea, gre najprej pogledati Kotu, kako je on tega Shakespearea bral in kot je utemeljil nekaj, čemur rečemo novo branje klasike. Peter Brook je pa s svojimi predstavami, ki so gostovale že v času Jugoslavije, pravzaprav pokazal, kako v praksi zgleda eno tako atraktivno, inovativno uprizarjanje klasičnih del, za katere smo mogoče celo mislili, da so praktično neuprizorljiva ali pa je mogoče bolj, da ostanejo na papirju. Dušan prav postavlja tam v tem tekstu, ki je precej obširen, kar nekaj tez in sicer pravi, da brez projekcije dramskega dela v sedanji čas ni mogoče vzpostaviti komunikacije, ne z delom, ne z gledalcem in da vsako ukvarjanje klasike na poseben način problematizira sedanji čas, širi njegov horizont mišljenja in širi gledališko izkušnjo. Stik s klasiko je v nekem smislu sodelovanje v nekaj stoletnem kulturnem procesu, se pravi navezovanje, omogoča navezovanje in kontinuiteto, po drugi pa kritično distanco, polemiko in nadgradnjo. To zelo duhovito pravi, da je Hamlet zvezdnik gledališča, Tri sestre so pa femme fatale gledališča in sreča se z njimi je zmeraj vznemirljivo in intrigantno in tako naprej. Praviloma srečanje s klasiko sproži dragocen dialektični proces v mišljenju, ravnanju, spoznanju in izbiri, celo zahteva jasno eksplikacijo oziroma v ničemer ne izključuje eksponiranja individualnega stališča, prelomnega idejno-estetskega kriterija ali specifične intimistične vibracije. Seveda je projekcija klasike, tudi pri projekciji klasike se ni mogoče izogniti politiki, čeprav to je bilo danes že večkrat rečeno, nikoli ni delal, ga ni zanimalo eksplicitno politično gledališče, ampak vendarle pravi, globalna slika sveta, s katero se ukvarja teater, ima zmeraj tudi politično komponento. V teatru je vse politika in nič ni politika. Problem seveda je, da klasika obravnava neko totaliteto sveta, medtem ko modernost, ta naš zdajšnji čas, pa vidi samo drobce tega sveta. In kako zdaj predstaviti neko delo iz starega, iz te totalne slike v današnjo, Dušan je prepričan, da se da je mogoče zgodovino vzpostaviti produktiven dialog, da se je ob njej in skozi njo mogoče analizirati, razlagati in autoreflektirati. Tukaj uporablja en tehnični pojem, si pomaga z njim in sicer pravi, da je problem, kako stroj, ki je bil narejen za napetost 120 voltov, priključiti na današnjo napetost 220 in se govori seveda s transformatorjem. Pač tehnični pojem, ki je v bistvu metafora za režijski koncept, interpretacijo in tako naprej. Zdaj, ko pregledaš ta spisek Jovanovičevih uprizoritev klasike, je seveda na njem zelo veliko, zelo zanimivih predstav, ki pa seveda zahtevale celo knjigo. To seveda ni mogoče. Jaz sem zbrala 5, mogoče, zdaj ne vem, ali so paradigmatične ali ne, v glavnem so
druži to, da so bile vse po vrsti izjemno odmevne in vse po vrsti posebne. Prva je ta, o kateri je govoril že Rok, Spletka in ljubezen, ki je bila prizorjena 17. aprila 1980 v Mestnem gledališču Ljubljanskem in je bila radikalna in posebna in najbrž imela tudi neke precej dolgoročne posledice. Takrat, mogoče je treba povedati še to, da je bil Šiler tako rekoč slovenska ljudska igra. Do te Dušanove, tekst je bil takrat star skoraj 200 let. Prvič je bil pa v slovenskem gledališču uprizorjen že leta 1877 v Dramatičnem društvu oziroma v Stanovskem gledališču in od takrat do leta 80 do te Dušanove uprizoritve uprizorjen kar 19-krat. Bil je 3-krat preveden na novo. Dušan je zato, oziroma Mestno gledališče je zato njegovo uprizoritev naročilo nov prevod pri Gitici Jakopin in spremenilo naslov iz Kovarstva in ljubezni v Spletko in ljubezen, kar je zvenelo že samo po sebi modernejše in sodobnejše. Dušan je tukaj zelo temeljito pristopil k tej predstavi, predvsem je predelal besedilo na 3 načine, kar je tudi razložil v spremnem članku v Gledališkem listu in napisal poskus trojnega videnja, kjer pove, da je ustvarjalce predstave zanimalo, ali je mogoče dramo o onemogočeni ljubezni brati kot tragedijo znotraj trikotnika sistem, strast, smrt. Zdaj, zakaj se je ukvarjal lik s tragedijo? Mislim, ta igra ima podnaslov Žalov igra. Dušan je Šilerju pripisal to aspiracijo, da bi igra bila tragedija. Mislim, da je bilo to nekako tudi malo cel tega časa, ko je bil pravzaprav ta razprava živa. Steiner s svojo knjigo Smrt tragedije je v bistvu kar vplival na razmišljenje tistega časa. Christopher Fry ravno tako s to tezo, da je tragedija mrtva in da ni več mogoče o tem govoriti. No, tudi Dušan ugotavlja, da Šilerjev šlager o stiski dveh src, da ima en sam cilj in sicer brezkompromisno zahtevo po poroki oziroma po legalizaciji meščanskega statusa in meščanskega ideala sreče. V bistvu gre torej za težnjo po zrušenju fevdalnega reda zaradi nepravičnosti in pokvarjenosti, tako ali tako obsojenega na propad, ki ga bo prinesel pravični tok zgodovine, o katerem je avtor neomajno prepričan. Ker to ni dovolj za tragedijo, režiser in avtor uprizoritve sprejme, citiram, tvegan in nevaren izziv po svoje reorganizirati razmerja v pomenskih poudarkih igre in poskušati samo uprizoritvijo uravnovesiti usodnost trojnega prekletstva. Projekt Trojno videnje uresničuje Jovanović najprej s trojno dekonstrukcijo besedila. Mislim, da takrat pojem dekonstrukcije je bil živ mogoče v filozofiji, v splošnem nekem pojmovniku ali pa mišljenju je bil še precej nov, bi si upala reči vsaj. Mislim, da ima prav. V glavnem, Dušan je naredil, imamo tukaj meto, kar je super, Dušan je v bistvu naredil to, da je črtal besedilo na 3 variante in ga 3-krat ponovil v 3 dejanjih. Prvi del je bil kratka obnova zgodbe, drugi del je razkril mehanizem oblasti in manipulacije, tretji del je pa celo zgodbo povedal od konca proti začetku. Se pravi, od te smrti ljubimcev do momenta, ko se zaljubita. In zdaj seveda ni časa, da to vse obnavljamo, ampak to je res izjemno zanimivo. Kar se mi zdi zelo dragoceno pri celem tem podvigu je bilo to, da je to trojno videnje, da to ni bilo samo trojna predelava besedila, ampak je predvsem mu to trojnost omogočila scenografija Mete Hočevar,
Meta tudi v gledališkem listu čisto tehnično pove, kako so to naredili in kakšen ima smisel. In v glavnem, če povzamem zelo na kratko, scenografija je bila skozi enaka, ampak z uporabo luči je bil dosežen vtis, kot da je za tri ponovitve, da so v bistvu 3 scenografije. Ne? In te scenografije so šle od konkretnega v sanjski svet, v razpad sistema, v somnambulno vizijo, kakršen je bil zadnji del. Kar je druga dragocenost, mislim, mogoče že tle zdaj treba upozoriti, da je Dušan, ne glede na te izjemno premišljene koncepte svoje režijske in tle tudi seveda dramaturške, absolutno je bil suveren, ker je bil tudi dramatik. To se vidi v teh pristopih posebnih k tem predstavam. Ampak se je vključil celoto, se pravi totaliteto, scenografijo, luč, glasbo, kostume, predvsem pa je želel igralce pripeljati do tega, da bodo lahko soustvarjali ta svet in to mu je, kolikor seveda iz teh odzivov lahko vidimo, odlično uspelo. No? Igralci so bili deležni superlativov, kritiških, recimo, igralci so že v prvem delu ustvarili močne izrazite like, ki so jim potem v drugem dejanju dodali nove dimenzije in v tretjem razblinili njihove individualne poteze v brezmočno mrgolenje in blebetanje. Tukaj imamo igralci, kot so bili Šugman, Cerejak, Kalan, Marjeta Gregorač, Drofenik, Jožica Avbelj in tako naprej. Vsi po vrsti so bili pohvaljeni. Mogoče še en tak posebnost te predstave, da je za vlogo te mlade 16-letne nedolžne Luize zasedel Veroniko Drolc, ki je bila takrat dejansko stara 16 let, ni bila še profesionalka, ne vem, ali že v gimnaziji ali mogoče ona je preskočila dva razreda gimnazije in šla na akademijo. V glavnem bila je polnoma mlada, sveža in to dokazuje tudi, kako pravzaprav skrbno je Dušan načrtoval te zasedbe tudi, ki so bile v bistvu imanenten del koncepta in cele predstave. Recimo, če sam takole malo kakšen odmev, ki jih je res velik, poskušam povzeti. Marko Juvan je svojo oceno v Mladini zaključil: kljub vsemu nismo dobili tragedije, temveč aktualno in moderno gledališče z novo umetniško prakso. Predstava je bila, tle mogoče še en tak kuriozum, v tem eseju Dušan govori, ko govori o tem, da v bistvu ljudje radi gledajo zgodbe, čeprav jih znajo na pamet, da to ne zmanjša privlačnosti in pravi: spominjam se ženske, ki je videla vseh 57 predstav Šilerjevih Spletke in ljubezni v dvorani MGL in na vsaki redno pisala v svoj dnevnik. Ni bila zmešana. Podatki sicer navajajo, da je imela ponovitev 37, da je bilo 37 ponovitev, zdaj ne vem, ali je Dušanu se to zatipkalo ali ne, ampak moram reči, da je 37 ponovitev zelo veliko. In da je občinstvo to drlo gledati, ker to ni bila predstava, ki bi bila enostavna za gledati, to piše med drugim Dimitrij Rupel, ki je pisal v tej znameniti rubriki v Teleksu, da mogoče nismo bili pripravljeni na to stopnjo zahtevnosti. Skratka, ni bilo nekaj, kar bi bila neka zabava ali pa kaj podobnega. Skratka, predstava je bila zahtevna. Tudi na Borštnikovem srečanju je dobila kar precej nagrad, mislim, da Dušan za režijo, Janez Hočevar za vlogo muzikanta, Borštnikovo diplomo in nagrado Prešernovega sklada, Jožica Avbelj za vlogo Milerjeve žene, Župančičevo nagrado, v glavnem, sem omenila, Alenka Bartl je delala kostumografijo, Žare Klinčič glasbo. No, če zdaj preskočim, verjetno je Dušan s to predstavo nekako pripravil teren, ker je zelo kmalu potem
že v naslednji sezoni uprizoril svoje znamenite Hlapce, ki so verjetno občinstvo že malo pripravili na to, da bo predstava spet nekaj posebnega in nekaj čisto izjemnega. V zgodovino slovenskega gledališča se je zapisala kot ena najbolj polemičnih predstav sploh. Dušan je kot k njej pristopil v bistvu zelo poglobljeno in če smo v postopku priprave oziroma predelave teksta rekli dekonstrukcija, gre tukaj za kontekstualizacijo. Cankarju je dodal materiale iz učnih načrtov tistega časa, se pravi, postavil je te Hlapce tudi zares v šolo in jih obdal z nekim kontekstom, kaj pravzaprav so te liki, ki jih iz Cankarja poznamo iz zbornice, počeli, kadar so delali pravzaprav. Hkrati je dodal tudi besedila iz tega znamenitega spisa, kako sem postal socialist in nekatere odlomke iz njegove korespondence. Celo predstavo je postavil na stopnišče, dodal šolski razred, da je lahko ta zborovski del vključil v dogajanje. Seveda predstavo v nekem smislu jo zaostril po svoje, predvsem v finalu, v katerem si poraljeni Jerman vzame življenje. Z dodajanjem dokumentarnosti je Jovanović spomnil, da Cankarjevi protagonisti niso samo zasebniki, pač pa so osebe, ki soodgovorno oblikujejo družbo, bodisi s privolitvijo v indoktrinacijo, bodisi z odklonom od nje. Ocenjevalci so si bili večinoma enotni, da je Jovanoviću z dodajanjem zgodovinskega materiala uspelo odpreti nov pogled na Cankarjevo besedilo, ki ni le prebral na novo, pač pa jo je prebral kot izostren spopad idej in kot tragedijo neuspešnega revolucionarja. Na like pa je pogledal z novo ostrino, s katero so igralci interpretirali znane, sicer nekoliko smešne, satirično obarvane, skoraj da že ponarodele po vetru obračajoče se figure. Kritiški odmevi so bili v glavnem, mislim, da sploh vsi zelo pozitivni. In recimo Lojzes Masek, ki je bil takrat že pač starejši gospod, je zapisal še krepkeje kot samo tekstovno integralnostjo ga je postavil v nek minuli konkretni čas, vendar s tem dosegel neko bistveno pomembnejšo modernost, tisto notranjo, problemsko. Dodal je dolg niz Cankarjevih političnih misli, s tem je političnost problema izostril in poudaril. Ob poslušanju podložniških resnic iz učbenikov je Jovanović spomnil, kje se utrjuje odraslo družbeno hlapčevstvo. Seveda Smasek ugotavlja, da je bil Jovanovićev postopek tudi dvorezen, predstava je bila politično izrazitejša, dramsko pa je izgubila nekaj napetosti in prodornosti, vendar gledano v celoti, pridobljeno ima večjo težo kot izgubljeno. Vsi kritiški odmevi poudarjajo, da se v tej zahtevni kontekstualizaciji igralci niso izgubili, nasprotno, ustvarili so bolj izostrene like, marsikdo jih je postavil v novo luč. Ob tragičnem Jermanu, v mojstrski interpretaciji Janeza Hočevarja so izstopali izvirna Lojska v izjemno rahločutni interpretaciji Jožice Avbelj, Zlatko Šugman kot župnik, Tone Kuntner kot Hvastja, Janez Škof kot Komar, okrutna podoba matere v interpretaciji Judite Han, pa tudi vsi drugi igralci, ki so predvidljive Cankarjeve like pokazali v novi interpretaciji brez tipskih komičnih pomagal. Se pravi, spet si je, čeprav je bila toliko tekstovno izrazita sprememba oziroma vložek v predstavo tako velik, je vendar bil Jovanovićev cilj doseči kompletnost ponovno z vsemi elementi. Zdaj, o teh hlapcih bi lahko govorili do večera, tako da najbrž moram to zelo skrajšati.
Mogoče povemo še, da sta bili mladi Marija Štih kot scenografinja in mlada Meta Sever kot kostumografinja na Borštnikovem srečanju sta dobili nagrado, celo vrsto nagrad so dobili tudi igralci. Dušan je dobil nagrado za režijo na Sterijevem pozorju, skratka predstava je bila res izjemno odmevna. Kontekst, sej verjetno ga večinoma poznate, ne vem, mladi, ko ga poznate, to je bila sezona, ko sta obe osrednji ljubljanski gledališči, se pravi Drama in Mestno, otvorili sezono s Hlapci. Škode, da ni danes z nami Mojca Kreft, ki mi bom lahko povedala več o tem, ko danes bereš odmeve, ki jih je za celo debelo mapo ob tej predstavi in ko bereš, da so bili še pred predstavami zelo ogorčeni, ker gre za zapravljanje davkoplačevalskega denarja, ker boste dve gledališči uprizorili isti tekst, kaj je zdaj to, do seveda polemike, ki je imela potem neslutene razsežnosti, ko so se po teh pozitivnih kritikah gledaliških kritikov javili najrazličnejši interpreti, literati in bili ogorčeni nad maličenjem, dodajanjem, spreminjanjem, ne vem kaj. V glavnem so vsi govorili, da predstave pačijo Cankarja, v resnici pa so nekako pačile njihovo predstavo o Cankarju. Korunova predstava, ki je sledila, ne vem, slab teden po tej Jovanovičevi, je prilila olja na ogenj in skratka polemika je dobila neslutene razsežnosti. Delo se je odzvalo takoj, Andrej Inkret je že 31.10., se pravi že konec istega mesta, objavil obširen spis Odprto vprašanje Cankarjevih Hlapcev, v katerem se izreka za avtonomnost gledališča, ki prav z obema variacijama na temo Hlapcev priča o siloviti, izzivalni in aktualni energiji njihovega besedila. Potem so organizirali celo okroglo mizo, Meta je tudi sodelovala na njej in Dušan Jovanovič, ki je recimo tam izjavil, da je tema Hlapcev ena najbolj relevantnih sploh in da že samo sebi terja avtorski odnos. Predstavi, ki sta razburili tako poznavalce Cankarja, recimo Janka Kosa, Janka Liška, Joža Mahniča, Ivana Potrča, kot nasprotnike režiserskega gledališča in režiserske samovolje, med drugim Igorja Torkarja in Drago Ahačič, je razburila tudi politiko. Mitja Ribičič, takrat predsednik Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, se je na programski seji tega organa 21.1.81 obregnil ob določene pojave slovenske kulture z besedami: nekateri režiserji pačijo klasične tekste, nam maličijo Ivana Cankarja in menil, da je treba Cankarja ubraniti pred pačenjem. V obsežnem, značilno izčrpnem in temeljitem odgovoru Mitji Ribičiču z naslovom Ne hlapec, ne sovražnik, ki je bil objavljen v naših razgledih maja 1981, pa Taras Krmavner zapiše naslednjo misel. Braniti Cankarja pomeni braniti politično predstavo o njegovem delu. Če je njegovo delo zares kulturno, se bo branilo samo. Branilo se bo tako, da se bo vsakomur, ki ga bo želel užiti, ponudilo in darovalo. S tem, da Taras ni bil niti najmanj zadovoljen, predvsem ga je prizadela Korunova interpretacija Cankarja. Mislim, on ni bil zdaj fan teh predstav, ampak stopil je v bran gledališču. Kar ob teh številnih polemičnih odzivih fascinira še danes, je dejstvo, da je gledališče in z njim tudi literatura nikoli več ni bilo tako pomembno, tako zelo v središču družbenega dogajanja in javne pozornosti, kot v sezoni 80-81, ko sta v prizoritvi Cankarjevih Hlapcev v Mestnem gledališču in ljubljanski Drami za nekaj mesecev postali najpomembnejša tema in sprožilki velikih vprašanj o razmerjih med kulturo in družbenim redom, med individualnim uporom in revolucijo, med zasebnim in političnim, med človeško in nacionalno odgovornostjo.
Moram končati. Ne, ker je ful zanimivo in vsi bomo brali pol vse te oprosti, no, sam nekako... Bom pohitela, no, povem zdaj sam še to, da pač predmet moje raziskave je tudi predstava Galeb, Čehova, ki je bila nastajala leta 1993 spet v Mestnem gledališču Ljubljanskem, kjer bi pa mogoče, ker je tudi bil predhodno tekstovni postopek, ki ga je bilo težje opredeliti, ampak Dušan sam je uporabil izraz blow up, jaz bi mogoče rekla kompresija, kjer je pravzaprav spet naredil Čehova popolno modernega, s tem, da je izostril to, kar je pri Čehovu mogoče med vrsticami ali pa v dialogu, je postavil bolj v monološko formo, spet si je pomagal s konceptom scenografije, podrl četrto steno, govoril v publiko, zgostil in skompresiral teme, ki so noter, se pravi tema ljubezni, seveda smrti in gledališča oziroma umetnosti, avantgardne umetnosti. Spet z nekim celovitim dosežkom vseh sodelavcev. Rapa Šuklje je recimo svojo oceno naslovila predstava, ki jo je treba videti. Mislim, da ne bomo zdaj na dolgo tega utemeljevali. No, četrta predstava je Tit Andronik. To je predstava, ki je bila uprizorjena na Shakespeare Festu v Subotici leta 1986 in je bila dotlej pravzaprav v Jugoslaviji, na celem področju Jugoslavije neuprizorjena. Poznali so jo pravzaprav po tem Brukovem gostovanju. Dušan Jovanović je tukaj za ta transformator uporabil ambient, postavil jo je v ambient v cirkuški zid smrti in jo prizoril, mislim, motorist je krožil po tej steni, kako je to prezentno pač, po tej steni te atrakcije ali tega dirkanja, spodaj pa se je dogajal Tit Andronik. Spet je bil tukaj pomemben delež vseh sodelavcev, tudi igralcev, Radeta Šerbedžije, Mijo Draga Krivokapića. Predstava je bila izjemno posebna, odmevna. No in peta predstava, ki nekako pade v ta izbor top 5, kaj bi rekla, je Dušanova uprizoritev Čakajoč Godoja v drami. Ta je mogoče še nekako najbolj živa v spominu, ali pa v drami je bila na sporedu kar 6 let, tako da mislim tja do leta 2006-2007, tako da ste verjetno vsi videli, seveda je bila tudi posneta in tako naprej. Tukaj pa mislim, da gre za nek poseben fenomen. Tukaj, če so bili prej neki postopki, predhodnica tega koncepta ali pa samo prizoritve, bi tle se dalo reči, da je bila predstava razbremenjena vseh konceptov. Dušan je rekel, da je sicer bral neke knjige o Becketu, ampak na njih popolnoma pozabil. Mogoče, če imam še toliko časa, je treba povedati, da je ta koncept zorel zelo dolg, že njega je Pipan že kot prišel v dramo, se pravi malo potem, tam sred 90-ih povabil, da bi prizoril Godoja v drami in Dušan je imel idejo, da bi to naredil na stadionu. Najprej imel idejo, da bi igrali same ženske, potem, da bi to prizoril na stadionu, da bi imel neka projekcijska platna, s katerim bi detajle projiciral, da bi bili vidni vsem gledalcem, ampak seveda ta projekt je bil utopičen, predrag, neizvedljiv, kar je bila po mojem mnenju velika sreča, ker je nastala ena najbolj antologijskih predstav slovenskega gledališča, za katero je Dušan preprosto rekel, da se je odrekel vsem konceptom in jo je pravzaprav samo zelo natančno bral. Se pravi, temu postopku bi lahko rekli analitično branje, kar ni seveda nič posebnega, vsaka predstava bi morala biti posledica analitičnega branja, ampak tukaj je bila tudi z izborom mlajše zasedbe,
je bilo to branje izjemno produktivno, izjemno presenetljivo, očarujoče in navdušujoče in mislim, da tudi toliko superlativnih kritik, kot jih je dobila ta predstava, to redko vidiš in redko srečaš. V bistvu nek srečen spoj, ki je takrat seveda Bekletova igra ni bila še niti stara 50 let, ampak seveda je že bila klasika, od katere smo nekako mislili, pravzaprav vse vemo, ampak ta igra je vendarle presenetila. S tem, da ni upeljala čist nobene, rahlo nekaj črt samo. To je bilo vse. Vse drugo je bilo sveže branje Beketa. No, sam za zaključek omenim samo še eno stvar, ki je nekako balzam za dušo, ko se ukvarjaš s temi predstavami, v tem smislu, da so te predstave tako dobro kritiško dokumentirane, da jih je mogoče rekonstruirati s pomočjo teh ocen in teh odmevov, tako da te pravzaprav danes, ko je kritika umrla in je praktično ni več, nekako boli srce, ker bojo ostali samo še video posnetki in bo to. To je vendarle nekaj čisto posebno, nekaj čisto drugega in mislim tudi dragocenega in je človeku, ko se ukvarja s temi predstavami, posebno veselje. Hvala.